Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. En lep dober dan. Za nami je več kot pol leta trdega garanja in neskončno sem vesela, da je Sloveniji uspelo postati nestalna članica Varnostnega sveta. Na tem mestu bi izrekla res iskreno zahvalo seveda predsedniku vlade Tanji Fajon, ki je frlela po zraku, tako da je samo sebe srečevala, tudi predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič in ne nazadnje ne pozabimo na vse ministre, na veleposlanike, na celotno diplomacijo, tudi na častne konzule v Republiki Sloveniji, ki so pomagali za to, da je Slovenija dobila res 153 glasov. Tisto, kar bi si sama osebno želela, je, da bomo na mednarodnem parketu, tako kot smo bili pri tej akciji za varnostni svet, enotni. Jaz sem večkrat v svojih izjavah poudarjala, da morajo tukaj trije deležniki delati z roko v roki. Na tem projektu smo pokazali, da se to da in da je tako tudi prav. Namreč Državni zbor, Vlada Republike Slovenije in ne nazadnje Urad predsednice Republike Slovenije, ki predstavlja Slovenijo v svetu. Veliko izzivov nas čaka, ne gre primerjati članstva Slovenije v Varnostnem svetu, ki se začne 1. januarja 2024 s obdobjem nazaj, ko smo enkrat že bili leta 2008, Tanja, če se ne motim. Razmere v svetu so bistveno drugačne, ampak tisto, veste, kar sem sama spoznala v pogovorih z več kot 35 predsedniki držav in vlad, je, da je Slovenija cenjena država na mednarodnem parketu, da cenijo našo diplomacijo. Vedno sem bila neizmerno ponosna, ko sem dobila pohvale strani tujih državnikov in vsi skupaj se zavedamo pa, veste česa. Organizacija Združenih narodov je edina multilateralna organizacija, ki jo imamo, ki je tista, ki je zadolžena za to, da bo po svetu mir, da bo konfliktov čim manj. In Slovenija je prepoznana v mednarodnih vodah, predvsem po vodni diplomaciji, meni ljube je tudi čebelja diplomacija. To je tisto, kar nas je determiniralo. Ne nazadnje ne smemo pozabiti, da je bila Slovenija tista, ki je predlagala novo temeljno človekovo pravico o zdravem in čistem življenjskem okolju. V pogovorih z državniki so nam dali kredibilnost za to našo akcijo in podnebne spremembe so točka, na kateri bo Slovenija veliko delala. Seveda ne bomo mogli iti mimo vojne v Ukrajini in še ena pomembna naloga čaka svetovno diplomacijo, to je rekonstrukcija Organizacije Združenih narodov, če želite. Spremeniti bo potrebno pravila, popraviti, dodelati ustanovno listino Organizacije Združenih narodov. Namreč prav vojna v Ukrajini je pokazala, v kakšnem krču se je ta organizacija znašla. Govorim seveda o pravici do veta, to je razprava že v multilateralnih vodah in tu bo Slovenija lahko tudi svojim znanjem, strokovnostjo diplomacije in ne nazadnje tudi vpetostjo predsednika vlade, ministrice za zunanje zadeve in mene same. Veseli smo bili seveda izvolitve, ampak zdaj se pravo delo šele začne in tu bom res predala besedo in predsedniku vlade in gospe Tanji Fajon. Jaz lahko rečem samo to, da sem pripravljena z vsem svojim znanjem in energijo pomagati pri tem projektu. Gre za velik projekt Vlade Republike Slovenije, predsednica pa bo pomagala, kolikor se bo le dalo in seveda na področjih, ki so v prioritetah slovenske vlade in zunanjega ministrstva. Hvala lepa. Najlepša hvala, predsednica. Predsednik vlade, gospod Golob, izvolite. Najprej bi rad izrazil še enkrat iskrene čestitke ministrici Fajon, celotni ekipi, hkrati pa zahvala vsem tistim, ki so pri tem pomagali. Mislim, da je bila predsednica države Nataša Pirc Musar med prvimi, ki je takoj zagrabila ta izziv in dejansko ponesla glas po svetu. Enako velja za Državni zbor, poslanke, poslance, ministre, diplomate. V resnici gre za uspeh celotne države. In jaz sem prepričan, da ravno glede na rezultat, ki je bil tako prepričljiv, da smo zmagali 153 glasovi, kar si niti jaz kot optimist, ko sem napovedoval optimistično, da bomo zmagali, nisem upal napovedati, kaže na eno zelo pomembno stvar. To, da je Slovenija končno spet prepoznana kot tvorni subjekt na mednarodnem prizorišču. Kot nekdo, ki pomaga probleme reševati, tudi z originalnimi idejami, ne pa probleme delati.
Jaz mislim, da je ravno to priznanje, da nas je podprl cel svet. Ni nas podprla samo Evropa, niso nas podprle samo Združene države Amerike. Cel svet nas je podprl, ker verjame v našo miroljubno, solidarno in tvorno politiko, zunanjo politiko. In ker računajo, da ravno mi kot majhna članica brez interesov, brez skritih interesov, lahko prispevamo k temu, da bo svet za vse ostale države boljši. To je najboljši pokazatelj tega, kako visoka je danes vrednost Slovenije na zunanjem političnem parketu. Če smo v lanskem letu dosegli to, da se je nas glas slišal v Bruslju in upošteval v Bruslju, bomo v prihodnjem letu poskrbeli, da se bo naš glas slišal v New Yorku in upošteval po celem svetu. In to je nekaj, na kar smo lahko upravičeno ponosni, in ne samo, da smo ponosni, to je nekaj, kar nam daje tudi veliko odgovornost. In jaz verjamem, da bomo nadaljevali z našimi zelo dobrimi iniciativami na področju okoljske diplomacije, ker tukaj smo res med vodilnimi, hkrati pa sem optimist in verjamem, da bo lahko Slovenija tudi tvorno prispevala zaradi svojih preteklih odnosov in navezav tudi pri iskanju poti do miru v Ukrajini. Jaz mislim, da je to točka, ki si jo lahko zastavimo kot eno od svojih osrednjih točk, ker je to nekaj, k čemer nas navezuje tudi naša tradicionalna navezanost na slovanski svet. Slovenija lahko tvorno išče znotraj Združenih narodov, poudarjam, vedno znotraj Združenih narodov, tiste poti, ki bodo pomagale, da se konflikt in vojna v Ukrajini čim prej zaključi in da se Ukrajina čim prej obnovi. To je eden velikih izzivov. Verjamem, da zdaj, ko bomo znotraj varnostnega sveta, bo naša teža pri tem še toliko večja. Hvala lepa. Kakšna bo naša nadaljnja pot, ministrica Fajon? Hvala lepa. Jaz bi najprej iskreno čestitala državljankam, državljanom Republike Slovenije, celotni Sloveniji za ta res izjemen uspeh. Najlepša hvala tudi predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar, predsedniku vlade, dr. Robertu Golobu, celotni ministerski ekipi, predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, tudi vsem poslankam in poslancem, vsem ambasadorjem, ki so na tej poti nam stali ob strani in Slovenijo v tem projektu podpirali. To je izjemno priznanje, izjemno zaupanje, ki smo ga dobili. Nihče, tudi jaz v najboljšem trenutku, si ni predstavljal, da smo sposobni dobiti 153 držav zaupanja. In da na drugi strani Belorusija le 38. To kaže na to, da Slovenija uživa res izjemno zaupanje, da so za nas glasovale tudi države, s katerimi nismo imeli tesnih partnerskih odnosov, ampak da smo jih uspeli v zadnjem letu iskreno prepričati. To nam seveda nalaga zelo veliko odgovornost. Jaz se veselim teh novih izzivov in se tudi zahvaljujem celotni ekipi, tako zunanjega ministrstva kot ekipi v New Yorku, ker vem, da je šlo za zelo garaško, intenzivno delo, za veliko stikov, ki smo jih imeli v tem letu, veliko investicij v prihodnost naše države, da gradimo ne samo politične odnose v izjemno kompleksnem in razdeljenem svetu, ampak tudi priložnost za gospodarsko diplomacijo, za kulturno, za znanstveno diplomacijo. Še enkrat sem ponosna na naše delo, rezultat je izjemen, Slovenijo postavlja na svetovni zemljevid, prestopili smo prag nečesa velikega, zdaj pa je na nas, kako bomo to odgovornost izpeljali. Mi bomo na Ministrstvu za zunanje zadeve vsekakor naredili koordinacijsko ekipo, skozi poletje bomo tako s strokovno javnostjo, s političnim vrhom, tako z civilno javnostjo razmislili skupaj vse prioritete, izdelali načrt delovanja, ukrepili še newyorško misijo in se pripravili na vse izzive, ki so pred nami. Predsednik vlade je lepo povedal, prvo, kar je zagotovo, je zagotoviti mir in stabilnost na evropskih tleh. Končati vojno v Ukrajini, zagotoviti varnost in dostojanstvo našim ljudem. Vse, kar smo slišali v zadnjem letu od vseh predstavnikov, mislim, da smo na vseh nivojih govorili praktično z vsemi državami, sama skoraj 150 in več predstavniki političnih vrhov, so nam sporočali, eno je gradnja zaupanja. In Slovenija tu nima velikih bremen iz preteklosti. Slovenijo marsikdo kot majhno državo v varnostnem svetu vidi kot močnega povezovalca, ki bo znal združevati
različne interese. In tu imamo res izjemno priložnost. Varnostni svet danes je razdeljen, ni tako močen, potrebna bo tudi konkretna reforma. Danes se v varnostnem svetu odloča tudi o 80 zadevah z celine Afrike. Afrika nam je dala veliko podporo, kar pomeni, imamo veliko odgovornost, da upravičimo naše zaupanje. Teme, ki smo jih naslavljali in jih bomo morali naslavljati in so naša velika prednost, so zagotovo človekove pravice, humanitarna, materialna, razvojna pomoč, vodna diplomacija, boj proti podnebnim spremembam, preprečevanje konfliktov. Vse to so nam sporočali naši sogovorniki, predvsem pa gradnja zaupanja. Slovenija bo tudi glas majhnih držav. Majhne države so danes močno porinjene na rob in večkrat niso soodločevalec v svetovnih izzivih, njih pa je več kot 100 v Organizaciji Združenih narodov. In tudi te so nam dale posebno zaupanje. Tako da še enkrat bo velik zalogaj za Slovenijo, bo pa tudi izjemna priložnost, ki sem prepričana, jo bomo znali izkoristiti in sami sebi narediti ta svoj zgled, ki smo ga upravičili na glasovanju prejšnji torek. Jaz se še enkrat vsem lepo zahvaljujem. Zdaj priznam, da smo še vsi malce pod vtisi, bila so huda čustva, za nami je še vedno utrujenost in počasi, ko napolnimo baterije, se pripravimo z vso energijo na nove izzive in veselim se tega dela. Hvala. A mi dovolite, da mogoče samo eno stvar še dodam. Ta projekt se je začel v prejšnji vladi. Podporil ga je dr. Anže Logar, ampak veste, vizionarstvo te trenutne vlade in dr. Roberta Goloba nas je pripeljalo do današnjega rezultata. Ampak zakaj vam to govorim? Zato, ker se mi zdi izjemno pomembno, da se strateški projekti nadaljujejo iz vlade v vlado. In tu gre res zahvala dr. Robertu Golobu, ki ni tega projekta vrgel skozi okno, ampak ga je podprl in danes smo nestalna članica Varnostnega sveta, čeprav v težkih časih, ampak jaz mislim, da se vsi skupaj zavedamo, da Slovenija ni osamljen otok sredi oceana, da lahko tvorno in bistveno pripomoremo k mednarodnemu redu in multilateralizmu. Hvala lepa. Zdaj pa bi prosila tukaj za malce prostora, ker so na vrsti novinarska vprašanja. Razmišljali smo, da bi jih omejili na maksimalno 5 na to temo, samo na to temo. Tako da kdo želi, naj pristopi sem do mikrofona in zastavi vprašanje. Smo vse povedali. Gašper, Anže, kar postavite se, prosim, izvolite. Lep pozdrav, Gašper Lube, Al Jazeera. Nisem ravno slišal Balkana omenjati, lahko prosim za to, kaj bo tukaj, v spredi se je več ali manj stvar jasna, ampak ne vide. Pa druga zadeva, mogoče za gospoda Goloba, glede intervencije v zvezi z tožbo na Evropskem sodišču, če lahko dobim komentar, zakaj se je Slovenija odločila. Se to je bilo sicer že napovedano. Glede ribičev sprašujem. Slovenija se je odločila za intervencijo, danes je na odboru za zunanjo politiko. Ali pa za gospod Fajon. Hvala lepa. Hvala lepa. Odbora za zunanjo politiko ne bomo naprej komentirala, pa vprašanja so namenjena varnostnemu svetu. Zdaj, mi smo se veliko pogovarjali o tem, kaj bodo tiste naše prioritete. Zagotovo mir, stabilnost na evropski celini pomeni tudi mir in stabilnost in podpora Zahodnemu Balkanu. To je nedvomno, da nas bojo vsi spraševali, ko bo prišlo do konfliktov ali do kakršnekoli situacije za mnenje. Tu bomo zagotovo prva vez v varnostnem svetu, ki bo tudi za urejanje razmer na Zahodnem Balkanu in to pomeni seveda veliko odgovornost. Bi pa želela mogoče izkoristiti še to, da včeraj sem se končno prebila skozi vsa sporočila. Ne znate si predstavljati, kako prijeten je občutek, ko dobiš praktično iz celega sveta sporočila podpore, pričakovanj različnih ministrov, kolegov in ena od prvih stvari, ki se je ta vikend zgodila že, je, da smo se povezali ministri glede vprašanja človekovih pravic, pravic deklic in otrok v Afganistanu. Namreč tam so talibani sprejeli omejevanje medvladnih organizacij mednarodnih na področju izobraževanja, kar močno ogroža prihodnost predvsem afganistanskih dečkov in deklic. In na nas že pada velika odgovornost in zdaj se bomo praktično ukvarjali s celotno svetovno politiko
Tudi na vrsti v kratkem času bodo pogovori tako na politični ravni kot tehnični ravni s predstavniki vseh nestalnih članic, stalnih članic Varnostnega sveta, tistih, ki odhajajo, tistih, ki so bile na novo izvoljene, tako da nas do začetka opazovalskega statusa oktobra čaka res veliko dela. Da bomo do takrat zbrali, se tudi pogovorili še z vsemi, ki bomo sedeli v Varnostnem svetu in se pripravili na prevzem odgovornosti s 1. januarjem. Še mogoče ena zanimivost, če bo vse držalo in bo po sreči, bomo naslednji september, kot kaže rotacija, tudi predsedujoča država v Varnostnem svetu, ko bo ravno zasedanje generalne skupščine, kar je tudi izjemna priložnost za Slovenijo, ki jo lahko s pridom izkoristimo. Če kdo govorcev želijo na Zahodni Balkan? Morda lahko samo dodam, jaz jutri potujem v Severno Makedonijo in potem čez 2 dni v Beograd k predsedniku Vučiću, oktobra na Kosovo k predsednici Vjosi Osmani. Zagotovo bo znotraj Varnostnega sveta in sploh Organizacije Združenih narodov izjemno pomembno spremljati razmere na Zahodnem Balkanu. Veste, da niso zgledne. Evropska unija seveda dela precej na tem, ampak bi vseeno rada dodala, da Slovenija v Varnostnem svetu ne bo ne zastopnik Evropske unije, ne NATO, ampak bomo gledali tisto, kar je pomembno pravzaprav za celoten svet. To sem že poudarila v svoji prvi izjavi in mislim, da je tako tudi prav.